Blejsko jezero nosi veliko skrivnosti in zagotovo ste že slišali za legendo o potopljenem zvonu. To oživijo vsako leto prav na božični dan. Že 22. leto zapored so zvon Želja ob pomoči Društva za podvodne dejavnosti Bled dvignili iz jezerskih globin. In prav oni so prvi začeli s tem dogodkom. Prvič je to en res lep dogodek, ne samo za Bled, za turizem na Bledu, ampak tudi za nas potapljače, z katerega se z veseljem udeležujejo potapljači iz cele Slovenije, iz vseh potapljaških klubov in iz tujine, iz Italije, iz Hrvaške, tako da smo zelo zadovoljni in vpeti v tole. Kot nam je povedal predsednik društva, za tem stoji veliko dela in predvsem logistike. Voda, ki ima v teh zimskih dneh okoli 5 stopinj nad ničlo, je še najmanjši problem. Tudi zrak ni imel kaj dosti več stopinj, a niti mraz ni odvrnil ljudi. Obiskovalci so prišli v velikem številu. Zbrali so se ob obali jezera pod zdraviliškim parkom in najprej uživali ob ognjenem spektaklu, ki ga je pripravila skupina Čupakabre. Po glasbenem nastopu pa je sledilo tisto najpomembnejše. Zakaj si danes prišla na Bled? Zato, ker se je zvonček potopil. In kaj ti je bilo najbolj všeč? Da sem jedla. Grad se ful dobro vidi, pa zaradi zvonca smo tle. Za potopljenim zvonom stoji posebna zgodba, ki nam jo je zaupala ena od obiskovalk. Prav legende pripovedujejo o tem, ko je v bistvu vdova, ki je izgubila svojega moža, je pač hotela kupiti, je kupila dejansko ta zvon, zbrala denar, ampak se je potem ta zvon potopil tukaj v Blejskem jezeru. Namenila ga je pa pač v Cerkvico, pač na otočku, in ker se je to zgodilo, pa je tako žalostna, na koncu je v bistvu šla v samostan v Rim. Marsikdo ne ve, da gre za grajsko vdovo Polikseno, katere mož je bil okoli leta 1500 zakupnik Blejskega gradu. Ko je papež slišal za njeno žalostno zgodbo, je posvetil nov zvon in ga poslal na Blejski otok. Kdor pozvoni nanj in si nekaj zaželi, sporoči tako imenovani usmiljeni gospe iz jezera svojo željo, ta pa mu jo uresniči. Blejski otok in pa na njem zvon Želja, ste že kdaj pozvonili nanj? Ja, in seveda smo si kaj zaželeli in upali, da se nam uresniči. Se mi zdi, da je to eden najlepših delov Slovenije in da to izkušnjo je treba doživeti. Sestra se je poročila dejansko v Cerkvici, tako da smo zvonili, ja. In so se želeli uresničiti? Ne, iskreno, zdaj sem glih, ko ste me to vprašala, sem bila tako, pa sem si takrat zaželela, pojma nimam, tako da ne vem. Se mi pa želje kar uresničujejo, tako da, ja, verjetno se je. In naj se tudi vam z zvončkom Želja ali brez njega uresniči vsaka, še tako skrita želja.